V mojem pisanju je čas prav tako pomemben, kot je pomemben še nek drug tematski trojček, ki bi mu lahko rekli vprašanje resničnosti, vprašanje jezika in vprašanje identitete. Kaj se zgodi, ko se odločimo za nekaj? Ko naše življenje, ko naša usoda ali usoda oziroma literarnih junakov, likov, skrene na neko pot, s katere ni več vrnitve. Morje je zame res vir neskončnega navdiha. Zmeraj najdem tukaj navdih, teme, kadar pridem k morju in si začnem zapisovati svoje ideje. Jaz sem pravzaprav prvenstveno prevajalka, namreč pravijo, da je prevajalec tisti, ki najbolje pozna tekst, še bolje celo od avtorja, ker ga res analizira in secira. Slovenija vse bolj vpeta v neke globalne tokove, okoliščine, tematike in to se seveda odraža tudi v literaturi. Verjetno bo tega vedno več, verjetno bo vedno več likov literarnih Slovencev, ki bojo živeli v tujini in obratno. To spremešavanje kultur, te interakcije so za literaturo zelo zanimive. Nekako vsi se imamo za neke državljane sveta, pravzaprav pa nosimo s sabo prtljago neke svoje tradicije. Imamo nek individualni spomin, ki je vedno labilen in je zato lahko tudi fikcija in je tudi zato tako zelo zanimiv za nas pisatelje. Imamo pa tudi kolektivni spomin, okrog katerega se pravzaprav velikokrat se prepiramo o spominu na neke recimo nedavne travmatične dogodke, ki jih razumemo nekateri tako, drugi drugače. Liki v mojem prvem romanu Camino seme so Hrvati, so Francozi, Italijani in celo Brazilci. V tem romanu ni niti enega samega Slovenca. To je res nekaj mogoče nenavadnega, vendar je ta odločitev bila nekako po eni strani spontana, po drugi strani pa namerna. Med njimi je tudi veteran iz hrvaške domovinske vojne, ki sem se ga na začetku nekako celo bala opisati, vendar da sem ga predstavila z nekih človeških aspektov, ki so ga naredili manj zverinskega. V romanu sem se poigravala predvsem z vprašanjem resničnosti. Se pravi, vsaka oseba, ki ima vsaka svoje poglavje, govori svojega zornega kota in opisuje nekatere vsem skupne trenutke, ki so jih doživeli vsi, vendar je vsako videno malo drugače. In tukaj se sprašujem pravzaprav, kaj je tisto, kar se je res zgodilo. V mojem drugem romanu Ivana pred morjem pa imamo Slovenko, ki je odšla na delo v Pariz in se zdaj vrača v hišo svojih starih staršev. Prihaja z neke distance, pa vendarle opaža, kako blizu je še vedno ta družinska preteklost. Imamo dve pripovedni niti. Eno, ki se dogaja v preteklosti in drugo, ki se dogaja v sedanjosti. Vendar pa je ta, ki se dogaja v sedanjosti, napisana v pretekliku. In ta, ki se dogaja v preteklosti, je napisana v sedanjiku. S tem sem nekako hotela ponazoriti, kako nam je preteklost še blizu. Nosimo vse, kar smo videli, prebrali, doživeli in kar se je na nas prineslo. Idealen roman je roman, ki ga bom seveda še napisala. To bi bil roman, ki bi bralca presunil, ga prizadel, ampak hkrati tudi zabaval.